Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o obratnem inženiringu čustev in občutkov. Obratni inženiring je metoda ugotavljanja, kako je neka stvar sestavljena, da bi potem to stvar lahko razumeli in v tehnološkem smislu tudi potem naredili dvojnik te stvari. Vemo, da zelo znani so glede tega Kitajci, ki spretno kopirajo izdelke, ki so se uveljavile kot zelo uspešni po določenih delih sveta. V industriji se ta obratni inženiring torej zelo pogosto uporablja. Lahko pa ta enak princip uporabimo tudi na področju razumevanja našega uma oziroma pojavljanja čustev in občutkov. Ljudje običajno jemljemo čustva kot nekaj normalnega, kot nekaj naravnega in se ne sprašujemo o tem, zakaj so nastala, ampak jih enostavno samo sledimo, se na njih odzivamo. Si rečemo, glede tega imam pa slab občutek in zato te stvari ne bom upošteval ali ne bom šel v to smer. Te svoje občutke jemljemo kot našo intuicijo, kot sporočilo našega višjega pravega jaza, ampak seveda to je samo naše prepričanje. Če pa uporabimo metodo obratnega inženiringa, pa lahko natančno ugotovimo, kaj je v ozadju pojavljanja teh energij, ki jim rečemo čustva in občutki. Kako se to stori? Vsak ima zmožnost, da nekako upočasni samega sebe in pogleda v zgodovino, v preteklost, gre počasi nazaj skozi čas, korak po koraku in se lahko vidi, kakšni so dogodki, ki so ustvarili te čustvene reakcije. To je možno storiti za uporabo samoiskrenosti in pisanja, kajti s pisanjem lahko zmaterializiramo svoje misli, svoje notranje čustveno dogajanje in ga natančno proučimo in razčlenimo. Ugotovili boste lahko, da je za vsakim čustvom oziroma preden se je neko čustvo aktiviralo, se je vedno v umu pojavila neka misel, neko prepričanje. Ta misel nam je vzela pozornost, mi smo tej misli sledili in jo s tem naredili resnično. S tem, ko smo dali našo pozornost v smo se ločili od zavedanja realnosti v tem trenutku. Posledično je nastal notranji konflikt, ki se je sprožil kot energija, kateri rečemo čustva in občutki. Če pa zanaliziramo še, od kod je ta misel prišla, lahko vidimo, da se je sprožila iz naše podzavestne oziroma nezavestne ravni uma. Če pa potem še zanaliziramo, od kod je ta misel prišla v te dve plasti uma, pa lahko vidimo, da smo to neko prepričanje ali podedovali od naših prednikov
ali smo ga sprejeli v svoji preteklosti od neke druge osebe ali pa od raznih medijev, kot so televizija, časopis, radio in podobno. Na to se lahko vprašamo, zakaj smo neko prepričanje, ki nam moti zavedanje realnosti v tem trenutku, sprejeli v sebe in s kakšnim namenom. In ali je to prepričanje realno, ali je usklajeno z univerzalno fizično realnostjo v tem trenutku. Potem bomo lahko videli, da smo sprejeli to prepričanje največkrat brez da bi se spraševali o tem, da bi ga pretehtali, ali je funkcionalno in resnično, ampak smo to informacijo sprejeli v sebe popolnoma avtomatično, brez presojanja. Na ta način je to prepričanje postalo naša vera, naše avtomatično odzivanje in potem se avtomatično sproža takšna misel in posledično tudi čustvena reakcija. Ključno je, da gremo potem skozi ta obratni inženiring proučiti, katere od teh sprejetih prepričanj so realne, katere pa povzročajo čustvene reakcije, katere nam onemogočajo, da bi sprejeli, razumeli univerzalno fizično realnost taka, kot je v tem trenutku. In ta prepričanja lahko odstranimo iz sebe z uporabo samoodpuščanja. Torej, odpustimo si te misli, kajti sprejeli smo jih v sebe, začeli smo jih v sebi držati in samo mi imamo moč, da ta prepričanja odstranimo iz sebe, iz svojega uma. Na ta način se prečistimo in postajamo čustveno stabilni. Za poglobljeno razumevanje in kot podporno orodje za uspešno izvajanje tega obratnega inženiringa čustev in občutkov vam predlagam, da proučite gradivo raziskovalne in razvojne skupine Destiny in da se vpišete na uvodni brezplačni spletni tečaj DIP Lite. Povezavo do teh informacij najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje!